Živijo in lepo pozdravljeni na video ustvarjalnici Praznične voščilnice. Pravkar si ogledujem debelo knjigo o praznikih in praznovanjih. Notri so zanimive voščilnice, včasih so si jih ljudje zelo radi pošiljali. Začeli so že na Miklavža. Tiste voščilnice, ki so si jih pošiljali ob Miklavževem, so imele upodobljenega Miklavža, parkeljne, pa tudi darila. Seveda so si voščilnice pošiljali tudi ob božičnih praznikih. Na njih so bile pogosto upodobljene jaslice, Marija, Jožef in novorojeno dete Jezušček. Velikokrat so se pojavili tudi sveti trije kralji in kasneje tudi smrečica. No, za novo leto so bile pa voščilnice včasih prav zanimive. Na njih so upodabljali tiste elemente, za katere so verili, da prinašajo srečo. Dimnikar, pujsek, tudi štiriperesna deteljica. To so vse motivi, ki so jih ljudje včasih pošiljali svojim znancem in prijateljem, da bi jim zaželeli srečno novo leto. No, ob sebi pa imam prav zanimive voščilnice oziroma razglednice. Včasih so bile voščilnice takole v obliki razglednic in na njih so motivi, ki jih je naslikal Maksim Gaspari. To je bil zelo pomemben slikar, ki je delal včasih tudi v našem muzeju kot restavrator. Tele voščilnice lahko kupite v naši muzejski trgovini, lahko jih pa seveda naredite tudi sami. Letos je tako čudno leto. Ne moremo se družiti z našimi prijatelji in se srečevati, zato je mogoče lepo, da se na njih spomnimo z voščilnico. Najlepše pa je, če voščilnico naredimo sami. Za izdelavo voščilnic najprej potrebujemo malo trši papir, ki je lahko poljubne barve, velikosti in ga zložimo tako, da se odpira. Zdaj pa bomo pripravili šablono, ki bo izgledala približno takole. In sicer za to potrebujemo košček plastične mape, na katerega narišemo simbol ali pa ga pririšemo. Tole najdete tudi na naši spletni strani, da vam bo lažje. Če pa želite, pa lahko tudi sami narišete, ni težko. Košček plastične mape samo položimo na slikico in s flomastrom obrišemo po liniji. Namesto plastične mape lahko vzamete tudi ovitek od zvezka oziroma platnica. Je pa fino, da je površina taka, da se jo da oprati, da se da barva oprati dol in se jo lahko uporabi večkrat. Zdaj pa potrebujemo ulfanoš. Naj vam pri tem morda pomagajo starši in naredimo samo zareze v tele cvetove. Zareze bomo naredili zato, da bomo lahko tole notranjost izrezali in da bo nastala luknja. Pazite na prste.
Zdaj pa vzamemo škarjice. Jaz uporabljam take majhne in tole notranjost izrežem. To delo je malo zamudno, potrebno je biti malo natančen, ampak ko imamo to narejeno, lahko potem za vse voščilnice uporabimo to isto šablono. Evo, nastala je luknjica. Vsi listki so izrezani, zdaj pa izrežem še tale krog. Tako, šablona je pripravljena. Sedaj pa moramo v paletko pripraviti še barve. Jaz uporabljam kar akrilne, lahko uporabljate tudi tempera barve. In da voščilnica izgleda bolj zimsko, uporabljam barve v modrih odtenkih. Malo zmešam bele in modre, za nanašanje pa bom uporabila gobico za pomivanje posode. En košček sem jo odrezala. Na površino pa si lepo pripravim še voščilnico, papir. Vzamem šablono in jo položim na tisti del, kamor želim, da pride vzorec. Takole. Potem pa z gobico takole malo pomešam te barve, da se bela in modra premešata. In potem počasi začnem tapkati po šabloni. In tako nanašam barve. Barva se bo prijela na tiste dele, ki so izrezani, drugje pa bo ostalo belo. Meni je všeč, če tudi takole malo naokrog namažem, da se naredi tak moder bris okrog. Pri tem delu si boste umazali prste. Evo. Ampak pazite, da te umazanije ne nanesete povsod po voščilnici. Potem lahko kombinirate velike, male vzorčke. Evo, jaz bom vzela malega. To ponavljam, dokler ni voščilnica končana. V vzorčku pa naredim toliko, kolikor želim. Evo, voščilnica je končana. Tele šablonice pa lepo umijemo pod toplo vodo in jih lahko uporabimo spet za drugo voščilnico, oziroma če ne delamo vseh voščilnic v enem dnevu, nam tako počakajo tudi na kasnejši čas. Prva voščilnica je izdelana. Tele rožice izgledajo kot take lepe snežinke. Ampak to je prav en poseben simbol,
ki ga pogosto najdemo na starih vratih, zibelkah, posteljah in skrinjah. Včasih so ljudje verjeli, da jih tale simbol, rozeta, ščiti pred vsem slabim. Pa naj bo to tudi moje voščilo. Vsega dobrega in samih lepih stvari v novem letu.